Vi ste naš najstarejši udeleženec delavnice hipnoze. Kako je biti star 93 let? Priporočam vsem, ki prestopijo 70 leta, da vzdržujejo psihofizično kondicijo. To je najvažnejše. Vsi moji prijatelji, znanci, sošolci, tisti, ki so komaj čakali, da grejo v penzion, tistih ni več. V življenju moraš nekaj obvladati, da drugih te pridejo, ne? Da drugi tebe iščejo. Ne? Ti moraš biti na enem področju dober, da pridejo tako, kot sem jaz vam prišel. Vem samo, da so nam čisto vse pobrali, ko so prišli po nas, po mojo mamo in brata in sestro. Nismo imeli nič, tudi zobne ščetke nismo mogli vzeti s sabo. Brez Slovenije in Hrvatov, brez tega sodelovanja nikdar ne bi bili mi priznani. Nikdar nas ne bi priznali. Če bi bil vi predsednik vlade, kaj bi naredil najprej? Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Z nami je Božo Dimnik, zdravnik, podjetnik, častni konzul, strasten ribič in nekdo, ki ga okolje res zelo skrbi. Božo, dobrodošli. Dobrodošli, hvala za povabilo. Kako je biti star 93 let? Ja, občasno kar težko. Pridejo stvari, ki jih nisi pričakoval, malo si utrujen, bolj težko spiš, predvsem pa te vsaka stvar bolj prizadene, kot včasih. Vse, kar se okoli tebe dogaja, sprejemaš bolj z melanholijo, pa skratka, bolj resno, kot bi bilo potrebno. To pomeni, da vsem 93-letnikom in starejšim priporočate, da se več smejejo in bolj zabavajo? Ne, priporočam vsem, ki prestopijo 70 leta, da vzdržujejo psihofizično kondicijo. To je najvažnejše. Kaj vi naredite za psihofizično kondicijo? Ja, torej te normalne vaje, veliko hodim, ne? Predvsem plavam, kjer le morem, ne? Veliko plavam, ne? Tudi golf igram, ne? Z ribištvom se zdaj manj ukvarjam, prej se pa po cele dneve, ne? Mesece in mesece, ne? Od zjutraj do večera lovil ribe in vse kontinente prehodil, ne? Vse reke, recimo v Nove Zelandiji, od izvira do izliva. Ne? Peš, ne? Tako da so nas s helikopterjem na izvir prepeljali in potem smo šli peš po reki in spali v gozdu na prostem. Vi ste naš najstarejši udeleženec delavnice hipnoze, torej ste se prijavili na delavnico hipnoze pri 93-ih. Eni rečejo pri 50-ih ali pa 60-ih, da so prestari, vi pa bi rad se nekaj novega naučil pri 93-ih. Kje je motivacija? Ja, ne bom rekel, da sem se za to priključil, ker bi se rad nekaj novega naučil, ampak da bi kaj od tega profitiral, oziroma da bi mi vi dali. Spomnil sem se namreč nekatere dogodke iz mladosti, kako sem poslušal hipnotizerje, ne, na terenu, ki so bili uspešni, recimo Svengali, ime Svengali, ne. In sem pač mislil, da bi lahko s hipnozo lahko rešil malo moje probleme, ki sem jih omenil z spanjem, pa z počutjem, pa tako. Hipnoza me je samo zanimala, ne.
Zase, da boste lažje spali. Samo zase, ja. Razumem. Če začneva mogoče na vaši poti, vi ste dejansko življenje oziroma otroštvo preživel med svetovno vojno. Kako ste doživel svetovno vojno? Ja, zelo bom rekel direktno zdaj. Na srečo smo živeli pač v takem okolju, ker nisem občutil tega pomankanja, kot so ga drugi. Lovil sem ribe v Gruberjem kanalu vsak dan. To je bilo moje okolje. In spomini, nisem doživljal kaj tragičnega, če me tako vprašate. Sem pa aktivno spremljal vse dogajanja z mojimi sovrstniki. Smo imeli, ustvarili tako druščino, da smo pisali po zidovih, plakate trosili. Ko so prišli Italijani, smo pisali po zidovih. Ko so Italijani pisali vinceremo, mi smo pod spod napisali vidičemo. To, če me tako vprašate, drugače, se pravim, nisem čutil pomankanja tazga, kot so ga drugi morda čutili, ali pa večina pomankanje, ampak bil sem pa zelo nastrojen proti okupatorju. Jaz se spomnim prvega dneva, ko so prišli Italijani v Ljubljano, čez Karlovški most so paradirali z perjanicami Bersaglieri, so jim rekli. Jaz sem pa lih takrat od spod ribe lovil, pod Karlovškim mostom. In seveda so mi šli zelo na živce ta odpor, čeprav sem bil takrat star komaj 10 let, ampak čutil sem takoj blazno odpor proti agresorju, proti Italijanom. Tako da, če bi bil takrat vsaj 5 let starejši, bi se sigurno takoj v partizane. In sem tudi pa vse to gibanje spremljal. Tako da sem, kar se tega tiče, kar veliko stvari doživel, veliko doživljajev. Od tega, da so me vrgli iz šole, zaradi tega, ker nisem hotel peti domobranske pesmi, do tega, da so me pa morali nazaj sprejeti, ker me oče vzdržal to šolo in tako. Skratka, bili so burni časi, ampak imel sem srečo, kot rečeno, da nisem tiste, bom rekel, fizičnega nelagodja, nisem bil lačen, samo ni bilo pa te sprostitve, ker smo živeli smo v Ljubljani, ki je bila praktično skoraj hermetično zaprta. Ampak z ozirom na to, da sem bil pa strastni ribič in da so mi samo ribe šle po glavu 24 ur na dan. Tako da v tem smislu sem to obdobje še kar preživel dobro. Kasneje se je zgodilo to, da so vaši družini, ki je bila uspešna, premožna, zasegli vse premoženje in vaš oče je bil zaprt. Kako ste vi to doživljali? Ja, to je bilo pa bom rekel, najbolj tragičen čas v mojem življenju. Ker sem doživljal, ampak to se vse dogajalo po vojni. Po vojni, ko so mojega očeta čist po krivici
ne, obsodili in zaprli, ne. Res po krivici, tudi po takratnih zakonih, čist po krivici, ne. On je, kljub temu, da je bil v službi pri škofu Rožmanu, ne, kot direktor verskega zaklada oziroma premoženja, verskega premoženja, je veliko pomagal partizanom, ne. In moram reči, ne, jaz sem zelo intenzivno spremljal takrat te dogodke ob očetu, ker sem velikokrat šel tudi z očetom v škofijo in sem ministriral škofu Rožmanu, ne, v škofijski klasični gimnaziji, ne, in moram reči, da so te predstave, ki jih danes poslušam, čisto napačne, ne. Tako da se velikokrat sprašujem, ne, oziroma me moti to, da razpravljajo danes o tistih časih ljudje, ki so rojeni po letu 50 pa 60 pa 70, ne, govorijo o tistih časih, kako je bilo, ne. Kot sem že večkrat povedal, je celo moj oče z denarjem, s škofijskim denarjem celo podpiral partizansko gibanje. Pri nas je bil en poverjenik na Golovcu, ta zadnjo hišo, oziroma ta prvo hišo na Golovcu je imel en Verbič, ki je bil poverjenik partizanov, ne, in moj oče velikokrat prispeval kakšne denarje, ne, za ranjence, predvsem za ranjence. Jaz sem bil zraven enkrat v Kostanjevci, kjer so bila škofijski gozdovi in novi in tako, da je sta prišla dva partizana in sta zahtevala od očeta, da da avto, takega topolinčka, Fiata, da bi enega ranjenca pripeljali. Oče je rekel, to ni moj avto, ne, jaz to ne morem dati, ne. In je poklical škofa Rožmana, ne, in ta je rekel, če gre za ranjenca, dajte mu, ne, on je dovolil to, ne. Ne, in tako da vsa ta razmišljanja, ne, partizani pa domobranci so čisto napačna, ne. Čisto napačna. 90% partizanov je bilo fantastični ljudje, so bili čisto normalni, pošteni ljudje, tako kot tudi domobranci, ne. To rivalstvo med domobranci in partizani je pravzaprav ustvarila v bistvu partija komunistična, ki je pač izkoristila to domoljubno, ta domoljubni pokret, ne, gibanje, partizanstvo, ne, ker smatram, da je bil osnovni izziv vsakega Slovenca, da se je uprl okupatorju, ne. Seveda so pa potem nekateri, ne, v vsaki družbi je pač nekaj slabih ljudi, ne, to izkoriščali, ne, in so pobijali eni in druge. Zaradi tega so se pač dogajala ta grozodejstva, ne. Da ne govorim pol sploh po vojni, ne. Tudi med vojno so se začele te razprtije samo na podlagi osebnih mrženj, ne. Osebnih mrženj, ne, in to je bilo čisto narobe, ne. Kako ste vi potem, ko ste očetu zasegli vse premoženje, oče je bil v zaporu, kako ste vi potem preživeli? To pa imel sem srečo, to pa še sam ne znam
točno razložiti. Vem samo, da so nam čisto vse pobrali, da ob 5, ko so prišli po nas, po mojo mamo in brata in sestro, nismo imeli nič, tudi zobne ščetke nismo mogli vzeti s sabo. V 5 so nas naložili na kamion in odpeljali, ne. In pa si lahko predstavljate, živeli smo, ena teta je odstopila na sobo, živeli smo v sobi takale, kot je tale, nič večja, 4x4 metre, kjer sva s sestro spala pod enim pianom, klavirjem, ki je bil v tej sobi. Moj brat, ki je bil pa 3 leta star, takrat pa z mamo v edini majhni postelji, ne. In mama je imela samo en rešo na 2 plošči električni, da nam je kaj skuhala, ne. To je bilo vse, morala iti v službo. In pa si lahko predstavljate, kakšno je življenje bilo, ne. Torej, jaz sem bil resnično večkrat lačen kot pa sit, ne. Kako je biti reven, ko nekdo ima prvo vse in kar naenkrat je reven brez nič? Kakšen je ta občutek? Moram reči, da takrat v mojih letih, ne, ko še nisem imel 20 let, se mi niti ni zdel tako grozen, ne, osebno, ne. Sem se že znašel, ne, nekako. Pa sem k enemu stricu šel, pa k drugemu stricu, pa tako da sem kakšno žemljico dobil, pa tako. Pa vse sorte mi je na pamet padlo, ne, da sem nekaj kaj zaslužil, ne. Stare gume, preluknjene sem dal za vulkanizirati, ker nisem imel denarja, da bi jih plačal, ne, in pol sem pa gume prodal. Saj to vse opisujem v svoji knjigi, kako. Skratka, še sam ne vem zdaj, kako smo to preživeli, ampak nimam pa niti pravzaprav takih groznih spominov na tiste čase, ne, in smatram, da te to kot mladega človeka ohrabri, ne, da te oklesti, in da je to pozitivno v bistvu na koncu, ne. Da začneš razmišljati o tem, kako preživeti, ne. Aktivno, da začneš aktivno razmišljati, kako preživeti, ne. Na vse mogoče načine, ne. Kako ste potem iz vsega tega zbrali ravno študij medicine? Zakaj vas je medicina povlekla? Ne, medicino sem pravzaprav izbral zato, najprej sem se vpisal v gozdarsko srednjo šolo, ker je bil moj oče gozdarski inženir in sem hotel res, moja želja je bila postati gozdar, ne. No, in po končani tej srednji šoli je bilo pa to takrat tako, da sem moral dobiti priporočilo na univerzo, ne. In to priporočilo bi moral dobiti od Ministrstva za gozdarstvo, moj oče je bil takrat še v zaporu, in tam na odločilnem mestu je bil nekdo, ki je sodeloval pri aretaciji mojega očeta, ne. Pa veste, da nisem uspel dobiti tega potrdila, namreč rekel je, ja, mi smo te šolali, ne, ker je res, šola je bila državna, ne, mi smo te šolali, mi te zdaj rabimo, mi boš, takrat sem delal sem bil že zaposlen na Šumiku, na Pohorju, mi te rabimo, čez 2-3 leta bomo pa morebiti pristali, da bo šel lahko. Skratka, nisem dobil privoljenja, da grem naprej študirati, ne. In pol pa, ker pa sem imel to željo strašno, da nadaljujem študij, ne,
Sem pa rekel, da bom pa šel privatno položiti izpite čez gimnazijo, ne. Čez višjo, ker imel sem 4 razrede, takrat je bilo tako, da 4 razrede gimnazije, pa malo maturo, ne, malo maturo sem imel, ne. V 5. so me pa zaradi očeta, ki so ga zaprli, pa iz šole vrgli, ne. Sem iz šole vrgli in tako da sem moral 5., 6., 7. in 8. gimnazijo, ta mi je manjkala do velike mature, ne. In potem sem se odločil, da bom ob delu, da bom naredil privatne izpite in sem dejansko v 10 mesecih naredil na prvi gimnaziji v Mariboru vse izpite, ne, s prav dobrim se danes bom vsa spričevala in maturo z odliko. Bravo. In pol, ko sem pa to naredil, maturo, ne, sem pa rekel, no, če sem pa to naredil, ker medicina me je pa začela veseliti, zaradi tega, ker sem bil takrat, ko smo bili na kakšnih ekskurzijah, bolničar, ne, sem prijatelje obvezoval pa tako, pa sem rekel, nič, grem pa na medicino, ne. In tako sem se pol odločil za medicinski študij in končal. Bravo. Zdaj, vi svoje življenje opisujete kot neko mešanico filmskih zvrsti, izvzeli bile kriminalko. Kako je to življenje potem bilo tako raznoliko? Vaše življenje je bilo res, tako v knjigi opisujete, da je res bilo toliko različnih stvari se dogajalo. Ja, se pravim, poskušal sem vse mogoče načine, da se prezvim tudi, se pravim, jaz nisem imel nobenega, kot sem se vpisal na medicino, jaz nisem imel nobenih zagotovil materialnih, ne, da bom to zdržal, jaz sem mogel sam najti vire, da sem enostavno za hrano pa za osnovne potrebščine, ne. No, in tle sem se najprej znašel skozi ribolov, ker sem postal medtem slovenski prvak in jugoslovanski prvak v šesteroboju, ne. Postal sem znan tudi v bližnji okolici, predvsem Avstrija, Nemčija, Švica. In so začeli ljudje k meni hoditi po nasvete, ne, in tako sem imel srečo, da sem spoznal zelo pomembne ljudi iz Evrope, ne, predvsem takratnega politika Švicarja, pa njegovega najboljšega prijatelja, milijarderja švicarskega, ki so mi potem vrata odpirali, ne, skozi to. Začel sem najprej s poribljavanjem, ne, po Evropi, predvsem v Švici ta prvi, ne. Sem tam prve denarje zaslužil, ne. Vse to. Kaj to pomeni poribljavanje? Ja, recimo ta bogataš, tovarnar je imel na enem potoku je imel eno majhno elektrocentralo in tam en jez naredil in je hotel v to vodo naseliti ribe, ne. In jaz sem mu predlagal, kaj naj naredi, in jaz naredil majčkeno te zgodbe sem poznal od svojih staršev in prednikov, starega očeta, ne, ke smo imeli svoje vode tle, ne, Gruberjev kanal, Savo, Ljubljanico in tako. In sem poznal osnove, ne, reprodukcije in sem potem naredil kakor načrte za repopularizacijo te vode, ne. In to je bila prva stvar, ki sem jo, to je blizu Ceriškega jezera. Skratka, to je bil, recimo, eden prvih zaslužkov mojih, ne.
ker sem pa res malo neupravičeno, malo preveč zaslužil, ker nisem bil plačan po efektu, ampak ker po mojih željah. Ne. Aha. Torej, vi ste postavili neko ceno in tisto ste dobili. Ja, tako. Jaz sem postavil ceno in sicer zaračunal sem, koliko rabim za en avto takrat. In pol ta lastnik je rekel, no, se boste zmenila z mojim računovodjo, ne. Seveda računovodja je takoj skočil po koncu in rekel, ne, to je preveč, ne. To je preveč. Jaz sem rekel, pa ne bom, jaz pa dosti dela, čeprav nisem, jaz pa dosti dela posod, ne. Sem rekel, pa ne bom, ne. In pol me je lastnik vprašal, čez par dni je rekel, jaz sem se zdaj zmenila, ne. Sem rekel, ne, nisva se zmenila, ne. Ja, kako da ne, ja, je rekel, da ne, in ga je pol nahrulil, in pa se je še tako zgodilo, ne. Jaz sem seveda malo več zahteval, kot je bil takrat avto, ne. In takrat je bilo v Jugoslaviji tako, če si od zunaj zaslužil denar, ne, si ga lahko uvozil brez carine, ne. Ne, ampak si moral dobiti potrdilo od veleposlaništva tiste države, si moral dobiti potrdilo, da si ga zaslužil, ne. In na veleposlaništvu v Zürichu so zahtevali potrdilo od davčne uprave, ne. In pa sem šel na davčno upravo in davčna uprava je pa rekla, ja, vi pa davka niste plačali od tega, ne. In pa sem spet povedal to lastniku, temu prijatelju mojemu, ja, in je šel z mano, ne, še danes vem, Van Monenstraße, je šel z mano na davkarijo in rekel, koliko je za plačati, prav pošljete račun, in je šel to plačal. Bravo. Takrat ste zaračunal velik znesek, Ja. in vas je bilo kaj strah, ali ste čutili, joj, to ni toliko vredno, ali ste rekel, ne, toliko bom zaračunal? Ja, ne, sploh nisem razmišljal o tem. Ne, jaz sem se počutil tako suverenga, ne, na tem, tako sem se počutil, da ne, nič me ni bilo strah, nič. Koliko ste bil star takrat? Ja, takrat sem bil pa star njih 25, 26 let. No. In takrat ste ob delu študiral medicino? Ja, takrat sem zato sem medicino dolg časa študiral. Zaradi tega, ker sem pol tudi pa še druge stvari začel razvijati, pa smo s potapljaštvom začel ukvarjati, pa pogruntali smo kot prvo potapljaško uro Aladina, ne, ki smo ga potem po celem svetu marketirali, in tam sem potem začel služiti in sem bil toliko zaposlen s temi aktivnostmi, ne, pa ure smo prodali, recimo Rado ure samo zastopstvo za cel vzhod, pa take stvari, ne. Tako da sem se začel ukvarjati z biznisom, ne. Takrat je bil vaš oče še vedno v zaporu, ali je že prišel? Ne, takrat je že prišel ven, on je. Potem, ko sem jaz, ko sem maturo naredil, ne, ko sem se vpisal, takrat je prišel, ne. Takrat je prišel z zapora, ne. Ampak no, saj prve denarja sem sploh še zaslužil, ker pa je dobil takoj službo kot direktor pri gozdnem gospodarstvu, oddelek za taksacijo, ne, pri ljubljanskem gozdnem gospodarstvu, in sem jaz še torej pod njegovim vodstvom še nekaj zaslužil. Jaz sem vsa drevesa zmeral tlele na Rožniku, pa tam taksacija se to imenuje, izmera gozdov, ne. Sem to delal, to so bili majhni denarji, to ni bilo, ne. V primerjavi s Švico je bilo to dosti malo. Ja, nič, to ni bilo nič, v primerjavi s Švico ni bilo to nič. To so bili prvi zaslužki, to, kar zdaj govorimo, v Švici je bilo kasneje, ne. Aha.
prebral sem, da ste imel ogromno različnih dejavnosti Ja, in tudi kar nekaj inovacij. ja. Je to res, da je bil eden izmed vaših začetnih ali pa prvih poslov tudi izdelovanje ženskih modrčkov? Ja, to je bilo sporedno, oziroma najprej je to bilo. Ja. Namreč jaz sem takrat imel eno punco, mama je pa bila šivilja in je dobra šivilja. No, in jaz sem bil takrat, sem imel motor, to je bilo prva stvar, kar sem imel ne. To mi je pa en duhovnik zrihtal, ker sem ga prešvercal v Italijo čez Vipavo, ne. No, sem motor in zdaj je bilo na motorju, je bil zmeraj problem, kako se obleči, ne, da po grdem remenu, ne. In en moj kolega, starejši, ki je bil zdravnik, je kupil ene gamaše v Nemčiji, take, da si dal čez normalno obleko, ne, si dal take gamaše, tle so bili pa gumbi in si lahko z normalno obleko šel na motor, da nisi bil pošprican, ne. No, in me se ti blazno dopadlo, ne, in sem rekel tej mami od te punce, sem rekel, kaj če bi to tle prodajali, ne, če bi začeli. No, in ja, je rekla, zakaj ne, in je naredila en vzorec in jaz sem potem po Sloveniji te vzorce ponudil, ne, Slovenija, Šport, pa Maribor, pa Zagreb, pa to. In sem prodal v enem naletu, v enem tednu 2000 takih zamaš, ne. No, in je ona kupila material, vse to je bila jugoplastika, naredila z tega zelo fajn gamaše, ampak se je pol izkazalo, da je naredila 4000 levih, ne, ne pa leva pa desna, ne, vse so se enako zavijene. In zdaj sem mogel jaz jih še 4000 pa desnih, ne, to se pravi, še 4000 gamaš, še enkrat to gamaš sem mogel prodati, ne. In sem vse prodal. Vse sem prodal, tako da sem jo rešil, ker drugače bi bankrotirala, ne. No, to je bil eno prvih poslov po celi Jugoslaviji, ne. In to je bilo leta 60. A vi ste z motorjem hodil po trgovinah in... Ja, posod. S motorjem? Ja, vse z motorjem. Do Beograda, Beograd, Priština, vse z motorjem. Takrat ni bila še avtocesta, je bila? Ne, vse po starih cestah. To je šlo počasi pole? Ja, seveda, vse po starih. Ja. Jaz sem motorjem prevozil ogromno, ne. No, in potem sem pa dobil eno revijo Burdo, ne, enkrat in sem videl notrene modrce, ne, čisto nove modrce, korzeti so se imenovali, ne, to je cel korzet, ne samo modrc, ampak da tlele, in najlon, in sem predlagal nje, da bi pa tole, ker teh ni bilo še, to je bila čista noviteta v svetu, ne, taki korzeti, ne. In mi smo čisto premagali tole, v Bresah je bila, zdajle se ne spomnim imena, torej priznana tovarna modrcev, pa ženskega perila sploh, ne. To je Lisa? Lisa, ne. Liso smo premagali, mi smo torej vi in mama od punce? Ja, mama od punce, ona je bila šivilja, ne, in ona je imela tudi svoje šivilje ženske, ki so šivale, ona je naredila samo vzorc potem in potem jaz sem pa prenesel naročila, ne, sem ponujil, ta prvi mi je naredila vzorc in sem ponujil po
po vseh teh trgovskih centrih, od Novega Sada, Beograda, Zagreba, cela Jugoslavija je imela. To so bili prvi najlon modrci v Jugoslaviji. Čeprav takrat je bilo neko obdobje, ali pa tudi verjetno cel čas, ko podjetništvo ni bilo tako podprto. Kako ste lahko bil podjetnik v tistem sistemu? Ja, to je vse ona, ne, jaz sem samo nobenega naziva, ne. To je ona imela podjetje, ne, kot Šivilja, ne. In to je šlo vse preko njenega računa, ne. Jaz sem samo provizijo dobil za to, ne. Pa na način, drugače, jaz nisem imel nobenega podjetja, ne. Šele pol, jaz sem se bal z vsem stvarem, šele potem sem enega Bogdan Miller, tak je bil košarkaš, je po gruntu začel na dela izvajati z bagrom, z bagri, ne. In je rekel, to se pa fajn zasluži, ne. No. In sem jaz potem preko modrcev in preko zaslužkov sem imel toliko kapitala, ne, da sem potem pa še to kupil, ne. Bager. Bager, Takrat ta kapital, ki ste ga zaslužil, ste dal na banko ali ste ga imel na Novicah? Kje? Ne, prvi denar sem dal v Deutsche Bank, 50 mark sem dal leta 58 in zaradi tistih 50 mark sem postal leta 2012 najstarejši vlagač v nemško banko v Münchenu. In so me ob 100-letnici povabili kot še živečega vlagatelja, 50 mark. Samo 50 mark v rok sem rekel, teh pa ne bom dal, in sem dal Deutsche Bank, Schwanthalerstraße, tam je bila. Torej si šel v München, položil tiste denar? Ja, nisem šel zaradi tega v München, sem skozi krožil, ampak ker sem bil, sem se kar odločil, tak sem tudi bil, sem rekel, toliko denarja imam, tega se ne bom dotaknil, ne. To je bil moj princip zmeraj. Aha, torej vedno, ko ste nekaj zaslužil, ste nekaj dal? Nekaj dal in sem zmeraj rekel, tega se ne dotaknem, ne. Je bil kakšen procent, kakšna formula za to? Ne, kar prijel me je pa, ne, tako sem že prej, ne, ker sem eno mehno garsonjerco delal, ne, sem tudi imel, pa se zdaj ne spomnim, koliko je bilo dinarjev, takrat so bili še dinarji, sem dal eno knjigo, se rekel, tega se ne bom dotaknil, ne, pa se ne vem kaj, ne. In pol mi je to knjigo ukradel en zidar, ki je zidal, ne, in ni mi bilo nič za knjigo, ampak da ti znar. Denar, ki je bil v knjigi. Ja, ki je bil v knjigi, ne. Ta denar, ki ste ga dal stran, ste pol kaj z njim naredil, ali je bil, se ga ne sme dotikati? Jaz sem rekel, samo dolagal sem. Tistega se nisem nikoli dotaknil. Zmeraj sem dolagal. Ne. Torej, vsakič, ko ste šel v München, ste še nekaj dodal na Deutsche Bank? Ja, ne vsakič, ampak takrat sem hodil, vsak teden sem bil enkrat v Münchenu, ne. Torej, vi ste tudi znal pol nemško govoriti? Ja, seveda. Seveda se jaz nemško govorim, tako kot slovensko. Bravo. Tako da sem vedno rekel, tega se ne bom dotaknil, ne, se pravi, to je moj račun, tlele bom nalagal, kar bo več, saj druge rešitve ni, da do denarja prideš. Bravo. Samo to, ne, moraš imeti ta princip, da šparaš to. Torej, vi ste vedno šparal? Vedno sem šparal. Vas je bilo kdaj strah? Ker tukaj ste toliko različnih dejavnosti, od prodaje modrcev, bagra, ne vem, kaj se Ne, bagra nisem, z bagrom smo kopali pesek, smo kopali v Moravčah. Tako, kopali ste pesek. Ja. Torej, toliko različnih dejavnosti, vas je bilo kdaj strah? Ne, a za delo? Ja, da boste... Ne.
Da ste šel v napačno smer? Ne. To mi pa nikoli ni bilo. Ker sem bil zmeraj prepričan, da bo. Zmeraj sem bil prepričan, da bo in je tudi zmeraj mi uspel. Ne. Jaz sem samo pravzaprav zgubil sem samo zaradi nepoštenosti drugih ljudi. Ne. Samo zaradi nepoštenosti tistih, za katerim sem verjel, ne, recimo. Ne. Tako je, en primer je bil tak, da je eden od teh ribičev, ne, bogatačev je tudi en Münchenčan iz Münchna, velik tovarnar, smo bili zelo dobri prijatelji, pa je pripeljal enega svojega prijatelja, en tak zelo lušen, lep človek je bil, pa babjak, ne, ženska, ne, in je tudi njemu velika ženska rihtu, ne. In pač ga je meni predstavil in večkrat smo bili skupaj, rad veliko je govoril, ne, in ta me je pol enkrat nagovoril, da sem mu dal en denar, ki ni bil sicer mojega očeta, ki je rekel, da bo en posel naredil, velik posel, da bo naredil, ne, pa da rabi denar, no, in sem mu pol, da bo dal toliko in toliko procentov, in pa sem očeta nagovoril, ne, ki je imel nekaj prišparanega, da sem mu dal, se ni bilo toliko veliko, ampak za takrat za nas je bilo veliko, ne, 8,000 mark. In pol tistega denarja ni bilo nikakor nič, ne. Nič, ne, in pol sem pa, da skrajšam, to so bili med tem postopki, sem pa temu njegovemu prijatelju, tovarnarju to povedal, ne. Je rekel, zdaj bomo pa takoj sklicali vse naše prijatelje, pa še enega doktorja, enega zdravnika, tudi iz Münchna, ki so bili prijatelji, tako da smo bili 3 oškodovani, ne. No, in meni je bil dolžan 8,000, temu tovarnarju 70,000, unu doktorjev pa 140. In sicer tako, da je tisti doktor je podedoval 150,000 ali nekaj takega je podedoval, in je rabil za svojo ordinacijo 10,000, vse, kar je ostalo, mu je pa temu dal. Ne. Je temu dal, ne, in potem sem jaz rekel tako, zdaj pa mi 3 skupaj zdaj nastopamo proti njemu, nobeden ne sme nič narediti, mi moramo ga poklicati, pa reči, tako, zdaj pa povej, če ne greš pred sodnijo, ne. No, in smo se tako zmenili, ampak je pa tako bilo, da je on tisti, ki mu največ denarja, ne, šel in poslal izvršitelja, ne, da je dobil svoj denar nazaj. Mi smo pa brez denarja ostali. Tukaj, torej naredil ste nekaj napak na tej poti, ena izmed teh je ta. Ja. Ste se kaj naučil, da poleg niste več ponavljal? Ja, no, vse to je bila res slučajna, no, pa to je bila samo taka res izjemna napaka, ne. Drugih napak nisem delal, da bi, ne, je bilo vse zmeraj premišljeno, ne. Torej, če vas je kdo vprašal, da mu daste denar, ste potem rekli ne dajem. Ne, sej, veste kaj, meni je en prijatelj rekel, zelo dober, tudi milijarder, je rekel, nikoli ne posodi denarja prijatelju. Denar sposojajo banke. Ne, banke so to pooblaščene, in to je res, ne. Nikoli ne posodi, ker ga bo izgubil, ne, prijatelja. Ne. Torej, ne samo denar, lahko tudi prijatelja. Ja, prijatelja, predvsem prijatelja, ne. Ja, seveda, če dobiš denar, dobiš prijatelja, ne. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, napišite, da ste poslušali, gledali ta podcast in kakšen se vam je zdel. Kako ste vi kot
mladenič iz takrat Jugoslavije šel in se tako pogovarjal sproščeno z milijarderji, z milijonarji v Švici, v Nemčiji. Kako ste bil tako samozavesten? Ne, ja, to samozavest sem dobil skozi to, ker sem jih imel na svojem področju. Ne. Vsi ti so prihajali k meni na ribolov in jaz sem bil tam res tata mata, kot se temu reče. Ne. Oni so v meni videli božanstvo, meni so me za čarovnika. Ne. Zaradi tega, ker sem pač to res obvladal. Ne. Jaz zmeraj pravim, v življenju moraš nekaj obvladati, da drugih te pridejo. Ne. Drugi tebe iščejo. Ne. Mene so vsi ti mene poiskali. Ne. Ta prvi obisk, ki sem ga imel, je bil ravno ta najbogatejši Švicar, ki je pol tle naredil Fruktal. Ne. In pa takrat podpredsednik Avtomobil kluba Švica in podpredsednik vlade je bil tudi. Ne. In so prišli k meni zaradi tega, ker sem bil pač takrat nepremagljiv. Ne. Jaz sem znal pokazati, kjero ribo ujeti, kje so jame ribo, vse to. Ne, jaz sem bil pač na tem področju nepogrešljiv. Ne. Ne, in samo to je, pa drugo vse samo od sebe pride. Ne. Ti moraš biti na enem področju dober, da pride tako, kot sem jaz vam prišel. Ja, vi ste bil res vztrajen zato, da s hipnozo naredite neko spremembo, ne? In kar je res pohvalno, da pri 93-ih sam se pripeljate, sam vse, mislim, neverjetno, no? Tako da ste neke vrste model, ki bi ga vsak lahko spoznal. Ja, no, to zdaj spada v drugo kategorijo, ne, to z avtomobilom. Ne. To je to, kar sem na začetku rekel, psihofizična kondicija. Ne. To moraš biti nikoli, ne smeš biti tako zmatran, da ne bi čez dan nekaj zase naredil. Ne. Aktivnosti fizične, se pravi mišice in možgane. To je treba imeti skozi vprežene. Če tega ni, je pa ne. Bravo. Vsi moji prijatelji, znanci, sošolci, tisti, ki so komaj čakali, da grejo v penzion, tistih ni več. Samo tisti, ki so po penzionu še zmeraj kaj počeli, kaj koristnega, ne. Pač kaj Bog Adama in Evo iz raja na podu je rekel, v potu svojega obraza boste jedla kruh. Ne. Brez tega ni življenja. Torej, vi ste veliko delal, bi rekel, v svojem življenju? Ja, veliko, ja. Skozi. Jaz sem skozi še zdaj, skozi zaposlen. Torej, ni bilo vikend, sobota, noge v zrak, nedelja, noge v zrak? Ne, nikoli. Ne. Samo zmeram aktivnosti. Koliko ur ste delal, recimo, ko ste najbolj delal? Na dan? Ja, na dan, lahko bi skoraj rekel 24 ur. Ne, 20 pa sigurno, po 4 ure sem spal. Ne. Ja. To moraš biti, ampak dobro, zdaj ne razmišljam tako, da bi moral delati, kaj so 15 ur, ne. Ampak samo da zadostiš tistem osnovnim normam, ne. Da greš 1 uro v hrib, recimo zdaj, pa da prebereš knjigo ali pa take stvari, ne. In pa veste se, če si v ritmu, v poslovnem ritmu, ti ritem sam nakazuje kaj, ne. Torej, ponavadi je tako, da zmeram reduciraš, da moraš zmeram reducirati, imaš zmeram več, kot pa zmoreš, ne. In potem je treba triaža narediti, ne. To je zdaj bolj važno, to bom odložil, to tako naprej, ne. Danes veliko ljudi govori,
da je preveč dela škodljivo. Vi pa pravite, da ste delali veliko in danes ste star 93 in še vedno delate. Seveda. Ne. Delo samo po sebi ni škodljivo. Škodljivo je samo okolje, v katerem delaš sploh. Ne. Samo tisto delo, ki ga človek pa svoje konzistenci upravlja, ni nikoli škodljivo. Ne. Seveda, nekdo, če preveč delaš, če si preveč obremenjen, če pretiravaš, to je lahko škodljivo. Če pretiravaš. Jaz si upam trditi, da sem na to zmeraj pazil, da sem dosti spal. Razen zdaj, v zadnjem času, ko ne spim, pa ne zaradi mojih odločitev, ampak enostavno je starost pride. Torej, prej ste spal lahko več ur in ste se spočil, sem se spočil. in potem spet delati. Ja, pa se. Kaj je bila pa motivacija? Kje ste dobil motivacijo za to vse aktivnost? Ja, vse, kar sem delal v življenju, me je veselil. Je bil izziv. Vse se, to jaz pravim, to sem vam že enkrat rekel, človek, ki razmišlja o denarju, kako ga bo zaslužil, oziroma kje bi ga dobil, ga nikoli ne bomo. Oziroma ga bo že dobil, ampak ne bo nikoli v izobilju. Denar pride, višek denarja pride za tabo. Če nekaj delaš, kar te veseli, denar sam od sebe pride. Če delaš za denar, naš nikoli veliko denarja imel. Vse, kar delaš, moraš delati zato, ker ti zanima. Tisto področje te zanima in delaš to z veseljem. Tudi nobene knjige ne boš prebral, če te knjiga ne zanima. Ta knjiga ima naslov V znamenju ribe. Verjetno ste želeli nekaj prispevati tudi k temu ohranjanju okolja. Kako se je okolje spremenilo, zdaj, če govoriva vode v Sloveniji, od vaše mladosti do danes? Veste kaj, ne samo v času moje mladosti. To, kar sem jaz v svojem življenju videl na propadu ekosistema, v tako kratkem času, v eni generaciji v svojem življenju, še ni noben živ človek oziroma bitje na tem planetu v tako kratkem času to doživelo. To, kar sem jaz videl, recimo samo, da ker smo lih v Ljubljani, da imenujemo Gruberjev kanal. Gruberjev kanal, to je pač moja najljubša reka bila, ker moja otroška zabava. To je bil za mene, po celem svetu sem lovil ribe in poznam res reke po celem svetu. Po biološki raznovrstnosti jaz nisem videl lepše vode, kot je bila Gruberjeva. Po biološki diverzifikaciji nisem videl lepše. Če greste pa Donske, boste pa rekel, da lažem, da je to nemogoče, ker je res nemogoče. Nam je uspelo to prekrasno vodo popolnoma uničiti. Grubar, to je bil duhovnik, ki je pogruntil, ki je naredil načrt za ta kanal, za odvodnjavanje Mostola, je pravilno razumel, da je treba narediti vodotok z Brzicami, z Tolmuni in tako naprej. In tlele je bilo, mi smo našteli 25 in še več vrst rib v tem kanalu. Zdaj so pa prišli pametnjakoviči in so z bagrom lepo vse poravnali, da je res kanal. In tle riba sploh ne more preživeti. Ne more in ni rib, ni več ene ribe. Dostikrat se to skrb za okolje prelaga, to mora nekdo drug narediti. Kaj mora
vsak posameznik, ali pa kaj lahko vsak posameznik prispeva k temu, da bi ohranili vode, da bi ohranili okolje? Ja, saj ni treba vsak posameznik, ker vsak posameznik tudi nima odnosa, nima smisla, ne razume tega, ne. Ampak jaz krivim tiste, ki so šolani, ki razumejo politike, da nič ne ukrenejo v tej smeri, ne. Veste, jaz sem napisal enkrat en članek v Sobotni prilogi, ne vedo in ne verjamejo, ne. Oziroma voda umira, narod boleha je bil naslov, odspod pa ne vedo in ne verjamejo. Ne vedo, če jim pa to poveš, ne, pa ne verjamejo, ne. Ne vejo, ne, za kaj gre in ne verjamejo. Recimo, tudi to, v Jadranskem morju skozi govorim, jaz sem najstarejši potapljač na Jadranu. To, kar sem videl jaz še leta 60, ne, recimo pri otok Susek, Mali Lošentu, noben ribič več ne verjame. To, kar sem jaz takrat videl, ne. Noben ribič ne verjame. Zdaj mi je edini eden, ki mi je zdaj umrl pri 106 letih. To je problem, ne, ker ljudje danes sploh ne razmišljajo več, kaj bo jutri, ne. Razen par novinarjev, ki pišejo kar tako, ke morajo pisati, ne da bi o tem kaj vedeli, ne. Ampak ker pišejo pač zato, da imajo kaj zapisati, ne. Nobeden se pa dejansko realno ne poglobi v ta problem, ne. Zdaj, v samem procesu osamosvajanja Slovenije ste igral neko pomembno vlogo pri priznanju naše države, Slovenije, in kako ste se takrat počutili kot nek povezovalni člen med politiko, med narodno skupnostjo in tako naprej? Ja, no, to se je začelo z tem vrenjem v Jugoslaviji že, ne, z Novo revijo, z Bučarjem. Jaz sem bil, Bučar je bil iz Bohinja in tam so se velikokrat srečavala, ne, in so se veliko pogovarjala, ker sem hotel ribe loviti gor, ne. Torej, vse te ideje, ki so takrat ta pomlad, bom rekel, slovenska pomlad, nas je začela malo premikati pa razmišljati, ne, kot rečeno, Nova revija, pa pol, posebej pa pol JBTZ, ne. No, in to vrenje, ki je nastalo res tako spontano, da ga niti ne znam časovno opredeliti, ne. Nenadoma so se, saj pravim, te začetki, ne, in recimo, jaz sem imel zadnjih 30 let, ne, do 90. leta sem imel 3 podjetja v Švici, ne. Sem poznal ne 2 Slovenca, pa ne 3 sorodnike, pa nobenega Hrvata, ne. In kar nenadoma, ne, tam, bom rekel, tam po letu 88, tudi z Drago pri Trstu, ne. Takrat se je eno vrenje začelo, ki ga sploh ne znam dobro opisati, ne. Nenadoma sem spoznal v Švici enega patra Roberta, ki je bil šef katoliške misije v Zürichu, in on je začel zbirati, nenadoma se je zbralo enih 50 Hrvatov in Slovencev, ki so se kar redno zbirali tam pri njemu, ne, in smo se pogovarjali o tem ne, o teh zadevah, ne, in moram reči, da je bilo to res tako spontano, da niti ne vem, razen teh, ki sem jih omenil, ne, JBTZ pa Bučarja, pa te revije, Nova revija, sploh ne vem, kje so bili začetki, ker eno vrenje je nastalo in to zanimivo povsod po svetu. Jaz sem takrat hodil tudi v Novo Zelandijo, ne, jaz sem vsako zimo bil v Novi Zelandiji, ne, sem vodil ljudi na ribolov iz cele Evrope, ne. Zmeraj cel december smo bili v Novi Zelandiji, ne. Nisem nobenega poznal, ne.
Kar nenadoma so se pa pojavili Slovenci, posebno Hrvati. Hrvatov je tam zelo veliko vinogradnikov, ne. In tako kot pravim, to je res nastalo zelo, zelo spontano, ne, ta sodelovanje, ne, in pol nove ideje, in tako je prišlo pol, da smo se v ta vrtinec vključili. Recimo predvsem Draga, no, nazadnje Draga je najbolj prispevala k temu, da so rekli, da moramo, tam se je prvič leta 88 govorilo o tem, da se je treba organizirati, ne, se pravi konference, pa in da bo treba narediti eno centralno organizacijo, Slovenski kongres, in tudi to ne vem, kako, ker nenadoma smo se dobili, ne, v 91. Junija meseca, 27. junija smo se dobili v Cankarjevem domu, ne, z vseh koncev sveta, in smo takrat ustanovili ta Slovenski kongres, ne. No, in poglejte, to je bilo 27. junija, ja. Tam je Dušan Lajovic iz Avstralije od tam telefoniral prime ministru Avstralije, ne, ker sta bila dobra prijatelja, da kaj počnejo tlele Srbi, Jugoslovani, jugoslovanska armija, da nas bombardirajo, takrat so tisti helikopter se streljali, ne. In pred za tistem, teden za tistem, so pa mene poklicali, oziroma vse pripadnike takratnih narodov, Hrvate, Srbe, Bošnjake, mene kot Slovenca, v Cirih na oddajo, radio oddajo o tem, ne. To se pravi, to se je kar, to ni bilo, to je bilo kar spontano, ne. Sploh ne vem, tudi jaz ne vem zdaj, kdo je takrat to organiziral. Skratka, dobil sem poziv, da pridem, in sem obljubil, pa nisem mogel čez Rubelj takrat priti, ne. In sem v zadnjem momentu klical enega mojega prijatelja, ki je bil Madžar, Tomka, profesor, doktor Tomka, kemik drugače, ki je pa Slovenijo poznal tako, kot jaz, ki je stalno hodil ribič, ne. Je bil praktično več v Sloveniji kot v Švici, ne. No, in sem ga klical, da jaz ne morem cest, če bi on mene zastopil. In on je zastopil mene tam, ne. In je lepo govoril, ne. No, in istočasno je nastal na tem srečanju, so rekli, da bi bilo dobro, če bi Nemce malo angažirali, ne. In jaz sem imel dostop do takratnega ministra zunanjega in sem bil že 7. julija, pred 3 dni za tistem, sem bil pa v Berchtesgadenu, smo imeli pa sestanek, kosilo z Genšerjem in z njegovim najboljšim prijateljem, ne, Schubertom, pa ta grof moj. No, in smo se 4 ure o tem pogovarjali, ne. No, in zanimivo, ne, kako spontano je to bilo, ta zgodba, ne, da je takrat Genšer rekel, med drugim je rekel, veste, to bo težava, ker Jugoslavija je pojem, ne, je referenca, ne. Kakšno funkcijo je imel Genšer? Ja, on je bil zunanji minister Nemčije, ne, takrat, torej odločilni, ne. Odločilni. Ne, in on je pravilno ocenil, je rekel, pravi, veste, Jugoslavija bo treba najti en model, ne, kar tako priznati, ne, 2 države znotraj Jugoslavije ne bo mogoče. Pravi, imamo zelo veliko nasprotnikov, največji je Vandenbroek, ne, Nizozemec, pa De Michelis takrat v Italiji, ne. Pa je rekel,
meni prav, prav, dajte še malo Vandenbrucka. Je rekel, prav, si tam je ena Slovenka vaša, ne. Ena Slovenka je, tam ima pristop, pa imena ni vedel in to. In jaz malo za tistem sem bil pa v Zürichu, spet pri tem pater Robertu smo imeli sestanke. Sem tam v knjigi ena slika, kjer je ta pater Robert pa Peterle, ki nas je enkrat obiskal, pa je bilo kasneje. No, in smo imeli sestanek malo za tistem pred pater Robertu in jaz tole povem, kaj je Genša rekel meni, ne, pa pravim Hrvat, jaz poznam tisto Slovenko, ne. Je rekel, jaz se poznam, jaz sem rekel, pa daj ti, ne, daj ti ji reč, ne. Ja, bom rekel, ne. No, in je pol potrdil, da je govoril z njo, ne, in hočem to povedati, kakšen slučaj je to, ne, da so vse slučaji bili, ne. Ta Slovenka, ona je bila pa poročena z Drese, doktor Drese, ki je bil pa najboljši prijatelj od Vandenbrucka in njegov zobozdravnik istočasno. Ne, je bila žena od njega. In ta je na njega pritisnila, ne, da je dejansko Vandenbrucka prepričal, ker Vandenbruck je čez noč nehal. Ne. Je to Genšer pa tudi rekel, prav, mi smo se vsi čudili, kako to, da se nič več ne pogovarja v Sloveniji. In veste kaj, to je bilo, kot rečeno, 91. leta. 10 let kasneje sem pa zvedel, da je ta žena, ta ženska, ne, žena od Dreseja, prijatelja, da je ta bila prva žena mojega bratranca. Mojega bratranca, prva žena Slovenka, ne. Zdaj živijo na Bledu, ne. No, in torej teh zgodb o tem, ne, kako smo do tega prišli, do tega izjemnega dogodka, ne, izjemnega uspeha, so zelo zanimive zgodbe, teh je še veliko, ne. Kar je tukaj fascinantno, je to, da vi v bistvu za to niste bili nič plačani. Ne. To ste vi naredili samo zato, ker ste imeli neko strast in željo, da se to reši. Vsi te, se to izmeram pravim, ne, da mi premalo, ne, država kot taka, ne, politika premalo skrbi za te ljudi. Nas je 500 000 bilo takrat, oziroma še danes, ne, zdaj se ne smatram med tiste, ki sem pač v Sloveniji skozi, ne. Ampak mi imamo eno četrtino potenciala imamo po svetu in to na vseh položajih, ne, od Nove Zelandije do Alaske, na vseh položajih imamo mi Slovence, ne, še posebej pa Hrvati, pa še bolj, ne. In veste, vse te ljudi smo mi zanemarili, zato, ker so si naši politiki hoteli na vsak način preveč, ne, zaslug, ne. Bog ne daj, da bi bil še kakšen kaj zaslužen, ne. Namesto da bi rekli, ja, hvala, da si zraven, hvala, da si pomagal in tako naprej. Ne, zmeram pravim, zmeram je nekje začetek in je nekje konc, ne. Brez začetka ni konca in brez konca ni začetka, ne. To je tisto, ne. In zdaj tisti, ki so začeli, ne, namesto da bi rekli, hvala Bogu, da ste, ne, pa da bi vsaj priznanja, ja, hvala, da ste to naredili, ne. Hvala, da ste naredili, če boste vi meni zdaj pijačo dali, bom rekel, hvala, ne, da ste mi dali vodo za piti, ne. Pa negirajo to. Ne. Torej, hvaležnost je ključna za to, da Samo hvaležnost, da bi hvaležnost, ker je treba nekaj vedeti, ne. Torej, te, ki so začeli to, ne, da smo mi do tega sploh prišli, te so bili skozi na plačni listi, ne. Enega ali drugega. Vsi so bili za to plačani, ne. In so dobro delo napravili, odlično delo. Oni so bili za odlično delo dobro plačani. Ne. Ampak oni
so pa dobro delo naredili, pa niso bili, pa tudi zahtevali niso nikoli. Niti hvala. Niti samo hvala. Hvala. Samo hvala bi bilo treba reči, hvala. Torej, vi ste izjemen tudi v tem, da nekako podpirate prijateljstvo med Slovenijo in Hrvaško. Zato, ker sem jaz 1:1 doživel, da brez Slovenije in Hrvatov, brez tega sodelovanja nikdar ne bi bili mi priznani. Nikdar nas ne bi priznali, ker to, kar se je nam dogodilo, da nas je mednarodna skupnost priznala na tak način, kot nas je, tazga primera v svetu še ni. Poglejte, samo v Evropi, v Italiji, Lombardi, Veneti, Uni, Tretji, kaj so vse probali v zgodovini? Katalonci, Španci, Andaluzija, vse, Škoti, vse, noben me ni nikoli rad. To je res. Noben me ni nikoli, ne. Jaz sem enkrat veleposlanike, ki smo bili na enem srečanju, 12 veleposlanikov, ko so bili takrat naši, sem rekel, dajte mi zdaj povedati eno državo, ki je bila takrat pripravljena, oziroma državnika, ki bi bila pripravljena priznati Slovenijo in Hrvaško. In vsi so rekli v en glas, ga ni bilo državnika, vsi so bili pa proti. Ker je to čisto logično, ne. Jugoslavija je bila, ne, država per excellence, kar se tiče zunanjih zadev, ne. Kot neuvrščena država, ne. Kot neuvrščena, veste, če bi bila Jugoslavija danes taka, kot je bila, neuvrščena, oziroma to gibanje, Ukrajina ne bi bilo. Ukrajina ne bi zgodila. Ne. A veste, in naše ljudi so, vsi naši ljudje, jaz smatram, da smo mi Slovenci pa Hrvati med najinteligentnimi narodi na svetu, sploh Balkanci. Res, ne. Žide prekašamo, kadar se. Švicarcem sem zmeraj govoril, ker se bomo mi navelišali socializma, takrat v Jugoslaviji, vas bomo vse žene čez vodo peljali. In v to sem prepričan. Čeprav to se ni zgodilo. Zdaj Švica je še zmeraj bolj napredna kot Slovenija. Ravno zaradi tega, ker smo vse tiste odpustili, ki jim nič ne priznamo, ne, ker smo jih vse, ker se ne konzultiramo z njimi, ne. A veste, ne, vse tiste in zdaj so samo ostali so tisti, ki samo za denar delajo, to, kar sem tudi prej rekel, za denar ne boš nikoli nič naredil, če samo za denar delaš. Torej mora biti neka strast, mora biti neka želja, neka želja, da se spremeni neka večja stvar. Ja, mogoče še to bi omenila, v javnosti vas dostikrat povezujejo enkrat z levo politično opcijo, enkrat z desno politično opcijo. Kako vi na to gledate? Ste levi, a ste desni? Jaz nisem ne levi, ne desni. Ne. Podpiram tiste, ki imajo prav. Samo tiste, ki imajo prav, ki mislim, da imajo prav. Se jaz tudi nimam zmeraj seveda prav. Ne. Ampak za tiste, ki mislim, da imajo prav, pa da bojo nekaj naredili, jaz gledam vedno kot gospodarstvenik. Ker brez gospodarstva, brez materialnih možnosti ni nič. Ne. Poglejte samo to, jaz sem 30 let vodil vsako leto cel politični vrh evropski na lov na Madžarsko. 30 let. Mi smo bili taka gospoda Jugoslovani, tam, mi smo bili za njih Amerika. Ne. In če bi mi leta 85 eden rekel, da bo en Madžar kupil pri nas eno pumpo, bi rekel, da je idiot. Ne. Zdaj imajo pa po 30 letih pa Madžari pol bančnega sistema pri nas. Zdaj naj mi eden mi ne razloži, zakaj je to do tega prišlo. Ne. Zaradi tega, ker nimamo, ne, ustreznega kadra, ker mi smo, to so potrdili tudi Američani, Jeffrey Sachs
je to potrdil tako, da Madžari so imeli najboljši izobraževalni, oziroma cel vzhodni blok, najboljši izobraževalni sistem, kar je res, ne. In tudi mi smo imeli veliko boljšega, kot so imeli, za srednjo šolo govorim, kot so imeli Angleži, pa še bolj pametni smo, ne. In zdaj so oni izobraževali 40 let, ki so bili pod železno zaveso, so izobraževali kader, in je prišel Soros, po 40, ki je železna zavesa padla, prišel Soros in je imel takoj kader, ne, takoj sposoben kader. Mi smo pa že prej vsi tisti, ki so sposobni, že prej vsi ven šli, ne. In nismo imeli kadra, ne. Nismo imeli kadra in smo tako nespametni, da ne pokličemo nazaj te ljudi. Nazaj jih ne privabimo, ne. Nazaj jih ne, da bi prišli sem pa tle vlagali, ne. Tisti, ki so v zunaj nekaj ustvarili, ne. Jaz sem veliko take, ki smo bili pri Slovenskem kongresu, enega iz Mihna, ki je hotel tle podjetje odprt, oziroma bi ga lahko samo ponudil, pa je rekel, kaj se bom jaz bodil z njimi, kaj sem bodil, in je ostal v Mihnu, ne. Torej ljudi, ki so zunaj, moti kaj? Ja, moti ta nezrelost, bom rekel, ena nezrelost, da se gremo sam partizane pa domobrance, ne. Samo to je važno, ne. Ni agende ni, ne. Ni prave agende, ne, da je treba delati tisto, kar prinese dobiček, ne. Kar prinese dobiček, ne pa bla, 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 pa kaj je kakšen rekel, pa ni rekel, pa tak, ne. Če bi bil vi predsednik vlade, kaj bi naredil najprej? Ja. To vam pa zdaj niti ne vem odgovoriti na to vprašanje direktno, kaj bi najprej naredil, zaradi tega, ker je to tako kompleksno vprašanje. Ne, to je tako kot, veste, zdravstvo, ne. Zdravstvo je veriga za 1000 členi. In mi se zmeraj pogovarjamo v enem, ali pa 2, ali pa 5 členov, ne. Ni zdravnikov, pomanjkanje sester, pomanjkanje to. To je toliko členov, med drugim tudi gospodarstvo. Brez dobrega gospodarstva tudi zdravstvo ne more funkcionirati. In jaz sem že ne vem, kolikokrat rekel, prekopirajmo švicarski sistem, cel sistem, vse člene je treba uglasiti, ne, vse člene, posamezne člene, predvsem pa gospodarstvo, ne. Jaz prvo, kar je, ne, jaz sem me že vprašal, ne, se na to vprašanje je neumno odgovoriti na hitrico, kaj bi naredil, ne. Ampak edina ena stvar pa bi verjetno razmišljal. V Švici je 7 ministrstev. 7 ministrov pa predsednik vlade, ne. Pri 9 milijonih ljudi, ne. Pri nas je pa, se veste, koliko je ministrov, pa nas je pa 2,5 milijona. Že to je, ne vem podatek, ampak to ni rešitev, ne. Tako kot prej se rekel, to je en člen, ne. En člen, ampak veliko stvari, ne, delamo kar na horuk. Predvsem pa, dokler bomo razdvojeni, domobranci pa partizani, to je osnova, ne. To je osnova. Torej, vaš predlog je, da bi se Slovenci morali poenotiti. Absolutno. Brez tega ne bo nikoli nič. Nikoli nič. Samo poenotiti, samo razumeti pa poslušati tiste, ki so to doživeli, tako kot sem jaz doživel, ne. Jaz nobenega od tistih, ki so me takrat iz šole ven vrgli, zaradi tega, ker nisem domobranske pesmi, nobenega ne obsojam. To so bili otroci domobrancev, ki so pač bili pod vplivom svojih staršev, mladi, ne. In nobenega, in smo bili vsi prijatelji. To so bili vsi prijatelji, ne. To, dokler ne bomo enkrat razumeli, jaz absolutno, ne, tako da ne bo napačno razumljeno, jaz absolutno
grobo obsojam vse to, kar se je po vojni naredilo, ne. Po boji, po vse te stvari. Ne. To je največji zločin. Ne. Ampak to so naredili komunisti, to niso partizani naredili. Ne. Ne. Tako, ker niso domobranci, ampak je ideologija. Ne. Ideologija je bila tista, ki je narekovala, ne, da so morali to narediti, ker so naredili. Ne. A veste, jaz sem bil recimo, moj oče je bil zelo dober prijatelj z generalom Rupnikom, ki je bil poveljnik domobrancev. Ona dva sta bila skupaj v Beogradu, moj oče je bil direktor dvorskih lovišč, on je bil pa šef dvorske garde, ne, in lovc, velik lovc, in sta bila res prijatelja. In sem jaz, tako kot včeraj, sem leta 1943 šel z mojim očetom za Božič v predsedniško palačo, tam, ker je on stanoval, tam, kjer je zdaj predsednica, tam je stanoval v 3. nadstropju, ne. Se spomnim, ker danes smo nesla sulca, ne. In je sedel na sprotnaju in je moj oče njemu rekel, Leon, veš, tole, kar vi delate, po mojem ni v redu, ni prav, ne. In je rekel Leon mojemu očetu Ciril, nič se ti ne boj, mi to delamo vse po nalogu Angležev, ker smo mi prvi branik proti komunizmu. In jaz sem prepričan, tako, ker zdajle gledam, sem njega videl oči, da je res tako mislil. In dejansko so oni bili, ne, izpostavljena roka, ne, spet politike, ki je bila napačna. Ne. Absolutno napačna politika. Ne. V tem času je čas, da se to končno pusti za sabo, odpusti, in se dejansko Slovenija poenoti, združi in postanemo bolj uspešni zaradi tega kot država. Samo to, ker ne moreš biti, a ste videli že kakšno družino, ker se mož pa žena kregata vsak dan, da so otroci dobro vzgojeni, pa da živijo dobro. Ne živijo dobro. Ne. Tadej Golob, ki je tudi zapisal, uredil to vašo knjigo, je napisal, da je Božo Dimnik nekdo, ki je iz manj kot nič ustvaril veliko. Kaj je skrivnost vašega osebnega poslovnega uspeha, da ste iz manj kot nič ogromno ustvaril? Ja, samo to veselje do preživetja. Veselje do preživetja in do tistega dela, ki sem ga, ne. To se pravi, jaz sem imel recimo malo sreče, da sem si izbral recimo, ali pa da so moji starši me pripeljali do tega, da sem se zaljubil v ribe, ne, v ribištvo. Ker to je bil področje, na katerem sem imel kaj pokazati in da so ljudje, ki so imeli potencial, hodili k meni po nasvete. In jaz sem se od njih učil. Ok, torej ena skrivnost je ta, da, pa neka pomembna lekcija je, da ko nekdo, ki prije pameten do vas, se vi učite. A sprašujete, poslušate, kako se učite? Ja, seveda. V pogovoru, ne, v pogovoru seveda, jaz sem tudi sretel, da so taki ljudje tudi k meni prišli, ne. Eden ali dva sta bila, to, kar sem prej tudi povedal, ne, sta bila negativca, ampak drugače sem imel srečo, da so bili sami pozitivni ljudje, da sem se res lahko kaj od njih naučil. Ne. Sem pa, moram reči, tudi med temi, ne, ker teh je bilo ogromno. Ne. Jaz računam, jaz sem enkrat malo premišljal, da sem imel recimo po tej liniji vsaj 1200 gostov. Ne. Wow. Ne. Vsaj 1200 gostov sem imel samo v Sloveniji, da naštejem tiste, ki sem jih vodil, pa po svetu okoli, ne, na Aljasko, pa na Novo Zelandijo, ne, pa na Madžarsko. Ne. Ste neke te podjetniške poslovne žilice tudi prenesli na svojo hčer? Ja, jaz mislim, da ja. Ne, jaz mislim, da ja. Ne. Kako ste ponosen na njo? Ja, seveda sem ponosen. To, kar je ona nič naredila, veste, ki je bila stara 12 let, ne, recimo, ki bi morala iti na dopust,
Sem rekel, da šla na morje, greš v Anglijo. Ne. Mojemu prijatelju, ne, in to enemu, ki je bil iz kraljeve družine, ne, ti greš mojemu prijatelju, da se boš angleščino naučila. Ne. In je jokala, ne. 2 let greš v Nemčijo, k mojemu prijatelju, ta 3 let greš v Švico, greš v Španijo, in se je zmeraj jokala, ne. Ampak pri 18-19 letih je govorila 5 jezikov, ne. In to jo je, ne, med drugim tudi, ne, pa zelo pridno, seveda, to je vse izkoristila, ne, uspehe samo v delu, brez dela ni nič, ne. Ki je naredila doktorat v Lübecku v Nemčiji, ne, z ozirom na to, da je znala, ne, jezike, ne, ni dobila službe, zato ker se je Dimnik pisala, ne, takrat. Ne, vaš priimek ni bil tako priljubljen. Ja, ne dej, ne. Čeprav smo zelo dobre povezave z vinimi, tudi recimo z Dolancem, pa to, ampak nasploh je bil pa Dimnik črna lisa, ne. Kratka, ni dobila specializacije, ne. In je pa jokala in sem rekel, pet v biznis, koliko sem še jaz, ne. In je šla, ne, in je res ustvarila, moram reči, sem zelo ponosen, kar je ustvarila. Bravo. Ne, hoče reči to, da mogoče včasih v življenju je to lahko prednost, ko življenje udari, ne, da se nekje vrata zaprejo, ne, se potem neka nova vrata odprejo, tako kot se je pri vas zgodilo, tako se je zgodilo vaših hčeri. Tako da je v bistvu tukaj lahko ena velika priložnost, ki jo je znala potem izkoristiti. Ne, lahko, zmeram je. Zmeram je priložnost. Zmeram je priložnost, ker te more nekaj premakniti, ne, more te nekaj ena sila, ker jaz verjamem, da so zelo redki, ki so kar rojeni za vse najboljše, ne. Da more ravno to, da te nekaj prisili, da začneš razmišljati, ne. Zanima me, torej moja žena vas je pohvalila, kako ste lepo oblečen, ker vas je opazovala. Je rekla, da bi se jaz lahko veliko naučil od vas z tega področja. Zanima me, kako izbirate oblačila? Kdo vas oblači? Največ oblačil zadnje čase mi res svetuje moja Tadeja, ne. Ona ima okus, pa moram reči, da sem kar zadovoljen. Bravo, čestitam. Tadeja je? Kdo je to? Ja, to je moja partnerka, ne, s katero sem zdaj zadnjih 10 let, ne. In ima dober okus, saj menda je delala tudi na televiziji, včasih delala v garderobo pripravljala. Aha. Garderobe je pripravljala, ja. In ona pozna skombinirati barve, nogavice, čevlje. To je vsak detajl pomemben. Ja, to pa je res, ja. Tako da jo morate pohvaliti. Ja, bom pohvalil. Je ona tista, ki vam da še več energije za življenje? Ja, tudi, ja, seveda tudi, ja. Moramo zaključiti, pred koncem morda kakšen nasvet za ljudi, ki nas danes poslušajo. Kaj bi svetovali nekomu, ki je v težki situaciji, se bori za preživetje, ki ima kakšne omejitve v življenju? Kaj je vaš nasvet? To sem jaz enkrat vprašal, nekaj podobnega sem vprašal tudi enega ribiča. Je rekel, veš kaj, mora se vleči na trebuh in se toliko časa spetam, poriti toč, da ti pride kaj pametnega na pamet. To mi je moj ribič enkrat rekel. Ne, samo nikdar ne smeš obupati, ne, za vse nas, nobeden ni izvzet, da ne bi postal to, kar želi, ne. Ampak mora o tem razmišljati, ne. Mora razmišljati, se vi tudi tako pravite, moraš dobiti en vesele, nekaj te mora začeti veseliti, ne. Jaz sem se tako plesati naučil.
ne, da nisem dal plesati, ker nisem imel nikoli časa, ker sem bil skozi na ribolovu, ne, in sem enkrat sedel, ker sem prišel prijatelja obiskati na ples, pa je prišla ena dama, pa je rekla, a smem prositi, Damen Bal je bil, ne. Je meni, ona prišla, jaz sploh nisem vedel, kaj pa je to, zdaj dame voljo, ne. Ja, se rekel, da znam plesati, bote že, je rekla, in je začela. Tango je bil, 1, 2, noge skup, 1, 2, noge skup, in se naučil plesati. Bravo, bravo. Mislim, neverjetno je to, koliko imate energije še vedno, zdaj, ko boste obvladal hipnozo, ker ste se prijavili na praktiki hipnoze, vi ste rekel, da to boste samo zase, ne boste druge hipnotiziral. Ne kot poklic, koliko jih vi izobrazujete zdaj za poklic, to ne bom delal, ne? Ampak če bom pa lahko komu pomagal, če bom znal komu pomagati, bom pa rade volje in se bom na vas spomnil. Odlično, Božo. Torej, če kdo rabi pomoč s hipnozo, Božo je zdaj potencialen nov hipnotizer, podjetnik, ne? Kako vi gledate na prihodnost? Kako se vi vidite v prihodnosti? Boste še naprej počel to, kar zdaj počnete, se učil, plaval 2 kilometra na dan, vozil avto in tako naprej? To bom vse z veseljem delal, z velikim veseljem, čeprav sem zelo, zelo skeptičen, ampak ne zaradi mojega jaza, ampak zaradi okolice, v kateri zdaj živimo, ki se iz dneva v dan slabša, vedno več je neumnosti, vedno manj je razsodnosti. To je največji problem, ne? Pa uničevanje okolja, ne? Najprej demografija, ekologija in ekonomija. To so zdaj 3 neznanke, ne, za katere ne vem odgovora. Drugače bom pa počel vse to, kar počnem. Največja neumnost je pa to, da nimamo vozniškega dovoljenja, tako kot ga imajo v Nemčiji, že to ne. Vozniškega dovoljenja do konca življenja. To imajo v Nemčiji, ne, samo pri nas smo se pogruntali, da mora biti ne vem koga, vse podaljšvanje vsake 2 leti, ne. Vidite, to je ena velika napaka, ne. Ena konkretna napaka, ki sem jo sam doživel, ne. Jaz, če bi se počutil, ne, jaz sem zdaj čoln prodal zaradi tega, ker nimam več vesela. Pa sem cel življenje to počel, ne. Imel sem registracijo UMAK-1, ki je bila rezervirana za policijo, zato ker sem od takrat čolne, ki še policija ni imela. Ne. Ampak zato, ker vidim, da ne gre. Ne. In če bi jaz imel kanček strahu, da mi nekaj ne odgovarja, nekaj ne bi rekel, ne. In to delajo tudi, to delajo tudi, zato imajo Nemci doživotno, ne. Ker najmanj nesreč naredijo 90-letniki, najmanj nesreč 90, ne. In pri nas je pa čisto vse narobe. A veste, če bi bil jaz odgovoren za promet, kaj bi, sploh ne vidijo na tem področju, ne vidijo, kdo ustvarja nesrečo. Ne. Tiska voz kole, ne, po avtocesti, ne, pa tisti, ki nas drži varnostne razdalje. V Švici je pisal, tam so nas naučili, na vseh cestah je včasih pisal ausbrechen, verbrechen. Ne, to se pravi, izleteti ven, ne, kar takole je zločin. Ne. To je pa to, vse dopuščajo. Jaz bi od Ljubljane do Kopra, vsak brat, kadar peljem Ljubljane do Kopra, najmanj 10.000 evrov državno blagajno prinesel zaradi kazni. Takih je tako vozil. Božo Dimnik, bilo mi je v čast veselje. Jaz počaščen, da ste del naše mastermind družine kot
udeleženec, zaenkrat najstarejši udeleženec na naših delavnicah. In vam želim še veliko let in še veliko voženj in učenja. In upam, da se čez nekaj let spet vidimo tukaj. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste dobili čudovita orodja, s katerimi lahko spreminjate sebe, s katerimi lahko spreminjate svoj notranji svet in pomagate drugim. Naročite se na ta podcast oziroma naročite se na naš kanal, kajti s tem pridobite priložnost, možnost, da ste med prvimi, ki bodo obveščeni takrat, ko bo nova epizoda, takrat, ko bo novo znanje, nove vsebine na voljo na našem kanalu.